V prejšnji lekciji smo si pogledali, kako lahko posnamemo video. Zdaj, ti posnetki, kjer govorimo, so vsebinsko gotovo najpomembnejši, znajo pa biti precej dolgočasni, če ostanemo samo pri njih. Kako jih lahko popestrimo, si bomo pa pogledali v tej lekciji. Za popestritev posnetkov lahko vanje vključimo slike, kakšen napis. Ampak, če delamo video, naredimo video. Dajmo vključiti tudi posnetke. Dajmo vključiti pokrivne kadre, ki bodo naši zgodbi, ki bodo podprli našo zgodbo in jo naredili bolj gledljivo in tudi bolj bodo lahko celostno nagovarjali gledalce. Kaj zdaj ti pokrivni kadri so? Pokrivni kadri so v bistvu kadri, ki jih posnamemo in pri katerih v bistvu ne govorimo, ampak jih uporabimo samo za dodatno ponazoritev, za to, da malo razbijemo tisti govor. Obenem pa lahko z njimi tudi na simbolni ravni precej sporočimo. Poglejmo si tale primer. Verjetno ste vsi ob tem posnetku pomislili, gre za neko slovesnost, veliko slovesnost, slovesno mašo, ker je tam kadilnica, ker so tam ministranti, ker je tako. Ja, in to naredijo pokrivni kadri. Pokrivni kadri v bistvu lahko prek podob, prek simbolov sporočajo, podpirajo vsebino, ki jo mi povemo z besedami. Tudi tukaj je treba paziti sicer, da ne gremo v ekstreme, da ne dajemo nekih kadrov samo zaradi tega, ker so lepi, ker se nam zdijo super, da ne gremo mogoče snemati enih stvari samo zato, da bomo še ene dodatne simbole dajali noter. Ne, bodimo res pozorni na to, da je video na koncu kot celota, da ni preobremenjen, da ni preveč enih stvari, ki bi gledalca samo begale. Da so res noter stvari, ki podpirajo zgodbo, ki podpirajo vsebino, ki podpirajo tisto sporočilo, ki ga želimo dati. In še par nasvetov za snemanje. Prvič, začnite pokrivne kadre načrtovati že, ko delate scenarij, ko delate snemalno knjigo. Mogoče že tam vam pride na misel, za ponazoritev bi bilo dobro mogoče uporabiti, kako bos hodim po tleh. Mogoče bi bilo dobro uporabiti neko sliko narave. Dajte si to narisati, dajte si skicirati in iščite priložnost, kje bi tak posnetek lahko dobili. Vseh posnetkov ne morete narediti sami, zato sem tukaj dol pod videom dal tudi povezavo na eno bazo, kjer lahko brezplačno uporabite tako imenovane stock posnetke in jih lahko uporabite v svojih projektih. Tako da, če recimo rabite, posnetke z letališča, če rabite posnetke z nakupovalnih centrov in druge posnetke, ki jih sami mogoče težko naredite, tukaj najdete marsikaj. Druga stvar, če je možno, uporabljajte za pokrivne kadre počasne posnetke. To pomeni, da boste mogli pred snemanjem že pomisliti, pa nastaviti telefon, fotoaparat, kamero, da bo snemal na 50 slikah na sekundo ali pa še več, še bolje. In boste te posnetke lahko potem upočasnili v montažnem programu. Zakaj so počasni posnetki fajn? Saj vsi vemo, da drugače jih doživljamo, sploh v kombinaciji recimo z glasbo in tako. Precej poudarijo vsak gib, poudarijo dogajanje, ki ga imamo pred očmi. Tretja stvar, če se le da, se izognite statičnim pokrivnim kadrom. Mogoče lahko recimo za kakšen posnetek župnijske slovesnosti naredite nek statičen posnetek, pustite tam kamero, da posname pol minute, da je celotna župnijska cerkev v kadru, ampak drugače pa, če se le da, se probajte temu izogniti. Statični kadri so dolgočasni, mogoče še bolj kot to, da ljudje vas gledajo, ki vsaj malo zakrilite z rokami, pa je bolj zanimivo kot
en statičen posnetek. In še četrta stvar, čeprav sem rekel, naj bodo posnetki v gibanju oziroma naj se nekaj dogaja, poskrbite, da se kamera ne bo tresla. Ni bolj grozne stvari skoraj kot to, da je počasni posnetek, tresoča kamera in ljudi samo zmede in ni tistega pravega občutka, ki naj bi ga video dal. In še peta stvar, začnite si delati eno svojo osebno bazo teh pokrivnih kadrov. Ko greste na sprehod, zagledate rožo, zagledate zanimiv kamen, zagledate, ne vem, greste mimo potoka, dajte posnet par sekund tukaj, par sekund tam, prej ali slej vam bo to tudi prišlo prav za kakšen posnetek. In vam ne bo treba takrat, ko bo slabo vreme, ko bo taka ali drugačna stvar, ko boste na hitro nekaj rabili, tekati ven, iskati in snemati nekaj, kar bi lahko posneli že kdaj prej. Evo, video smo predelali, zdaj pa končno montaža. Se vidimo v naslednjem spotu.